Leta 1975 je Jugoslavija praznovala 30. obletnico zmage nad fašizmom in nacizmom in 30. obletnico osvoboditve. V celi državi so bile ob tej pomembni obletnici vse leto posvečene različne prireditve. Ob obletnici so bili leta 1975 postavljeni mnogi spomeniki posvečeni spominu na narodnoosvobodilni boj. V Ljubljani je bil postavljen spomenik revolucije in spomenik poveljniku glavnega štaba Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije Francetu Rozmanu Stanetu. 27. novembra, 2 dni pred največjim praznikom Jugoslavije, dnevom republike, so na Trgu svobode v Mariboru odkrili spomenik, ki je bilo udejanjena ideja Slavka Tihca. Odkritje spomenika je bilo nenavadno. Delno je to verjetno povezano z velikostjo spomenika. Spomenik je visok več kot 7 metrov. Po uvodnem govoru Sergeja Krajgerja je na trg legla tema. Nato pa so z lučmi in baklami osvetljevali spomenik in razsvetljevali trg. Na ta način so pokazali simbolno zmago nad temo. Dramaturško sta za otvoritev poskrbela Tine Varl in Tone Partljič. A pot do spomenika v sedanji obliki je bila dolga in polna zapletov. Za današnji Trg svobode so nastale ideje o spomeniku že v času kraljevine Jugoslavije. Na trgu naj bi postavili konjeniški kip pokojnega kralja Aleksandra, avtorja Borisa Kalina. Tik pred začetkom druge svetovne vojne so v Beogradu kip že odlivali, a začetek vojne je preprečil postavitev. Po koncu druge svetovne vojne so v Mariboru iskali rešitev za postavitev osrednjega spomenika posvečenega spominu na narodnoosvobodilni boj. Konec 50. let je obstajalo nekaj idej, med drugim se je razmišljalo, da bi na Trg svobode postavili spomenik Pohorskemu bataljonu, spomenik narodnoosvobodilnemu boju pa bi bil na drugem mestu. Ko pa so spomenik Pohorskemu bataljonu postavili na 3 žebljih na Osankarici, se je prostor na Trgu svobode sprostil za osrednji spomenik narodnoosvobodilnemu boju v mestu. Leta 1961 je bil potrjen načrt Slavka Tihca z obeti, da bo kip stal že leta 1962. A kmalu je prišlo do spremembe, saj so kot osrednjo lokacijo za spomenik začeli omenjati piramido. Idejo so kmalu opustili in leta 1966 je bil odprt nov natečaj za spomenik na osrednjem mestnem trgu. Zopet je zmagala ideja Slavka Tihca, ki pa tudi ni bila realizirana. Naslednja spodbuda za spomenik je bila 25. obletnica osvoboditve leta 1970. Najprej so morali spet določiti lokacijo spomenika. Ideje so bile različne. Urbanistični zavod je predlagal Trg svobode kot najprimernejši prostor. Nekaj mesecev je trajalo, da je odbor pritrdil razmislekom urbanističnega zavoda in izbral Trg svobode. Do 30. obletnice osvoboditve pa sta bile le še 2 leti in zapletalo se je pri izbiri kiparja. Razmišljali so o Dragu Tršarju, Stojanu Batiču, Zdenku Kalinu, Borisu Kalinu in Slavku Tihcu. Po odstopih sta ostala le še Tršar in Tihec, nazadnje je bil izbran Tihec. Idejni osnutek je bil potrjen aprila 1975. Kot že rečeno, je bila otvoritev 27. novembra 1975. Spomenik so premišljeno umestili proti robu trga. Na spomeniku lahko vidimo reliefe, ki so odtisi s fotografij, ki jih je uporabil Tihec. Reliefe različnih oseb lahko opazimo samo s premikanjem okoli spomenika. Na fotografijah so različni posamezniki, ki so bili žrtve nacističnega nasilja. Na dnu spomenika pa so 3 dokumenti. Ti dokumenti so bili v podnožje dodani kasneje. Vtisnjeni so poslovilno pismo na smrt obsojenega Jožeta Fluksa in 2 razglasa o streljanju talcev iz 1941. Med ustreljenimi je bila tudi Slava Klavora. Drugi dokument pa je seznam 134 ustreljenih talcev, ki velja za najbolj množično skupinsko streljanje v mariborskih zaporih. Spomenik nima začetne in končne točke. Celotno kompozicijo je potrebno obhoditi in si jo ogledati iz večje razdalje. Stroka je enotna, da je ta spomenik izjemna kombinacija spomeniške funkcije in zgodovinskih dejstev, ki jih sporoča. Podroben opis nastajanja spomenika in opis oseb, ki so na spomeniku, si lahko preberete v reviji Dialogi v letu 2016. Spomenika se je prijelo ime Kodžak. Vzrok poimenovanja ni povsem jasen, verjetno je vzrok v tem, da spomenik spominja na plešasto glavo. Detektiv Kodžak iz istoimenske ameriške nadaljevanke je bil plešast.